Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V 5. epizodi je z nami Kristina Gregorc, ki je alumna ekonomske fakultete in pri 26 letih direktorica spletne prodaje, razvoja in digitalne komunikacije v Mercatorju. Kako si, Kristina? Super, hvala. Kako si ti živa? Jaz sem super. Na vajem petek je vikend, bo super. Vreme je malo slabše. Bomo pa počivali tale vikend. Ja. Hvala, ker si vzela čas za nas. Vem, da zadnje čase, pa ker sem malo na vezi s tabo zdaj 2 dni, vidim, da so tvoji urniki res nori, tako da nam veliko pomeni, da si prišla. Deva začeti na začetku. Kako bi nekomu, ki prvič sliši zate, povedala, kdo si, kdo je Kristina? To je kar težko vprašanje. Prvo vprašanje pa tako težko. Ne, hecam se. Kristina je v bistvu ena preprosta, srčna punca, ki si je vedno želela delati nekaj, kar da dodano vrednost skupnosti. In dejansko nikoli se nisem odločila za to, kje bi delala, kaj bi delala samo na podlagi recimo, nekih finančnih resursov oziroma na podlagi sam svojega uspeha, ampak mi je bil vedno cilj v moji karieri, da najdem nekaj, kar me bo zadovoljevalo v tem smislu, da na koncu je videti, da sem nekomu nekaj pomagala. Se pravi, ali je to podjetju, ali je to sodelavcu, ali je to danes pač svoji ekipi, ali je to skupnosti na nek način. In definitivno hkrati pač punca, ki je odprta za vedno nove spremembe, nove izzive. Veseli me v bistvu, ko spoznavam nove ljudi, sem res ekstrovertirana, zelo komunikativna, tako da mi ni problem kamorkoli, kadarkoli iti oziroma kogarkoli spoznati. To mi je dala tudi predvsem tujina in hkrati potem tudi seveda zelo ambiciozna delovna zagovornica delovnih vrednot, se pravi, brez dela ni jela. Ampak ne, mislim, zares, ko pogledaš dejansko, vedno sem si želela, da bo moja kariera in moj uspeh, če bo kdaj uspeh, baziran na mojih lastnih delovnih vrednotah oziroma na tem, kar bom jaz zgradila skozi svoje delo. Tako da sem bila pripravljena od začetka in sem še vedno ogromno vlagati za to, da na koncu, kot sem pač povedala, dam neko dodano vrednost nekomu. Zdaj, jaz sem tebe prvič videla, spoznala, mislim, da kakšen mesec nazaj na okrogli mizi DMS-ja. In v bistvu sem takrat šla poslušati enega gospoda, fanta, moškega iz Nike. In pol si v bistvu ga ti čisto zasenčila. In pol malo po temu, ko smo v bistvu govorili o tebi in si se predstavila in povedala tvojo zgodbo en soseske, sem te vprašala, koliko si stara in si bila ti 25. In tako, zdaj, jaz bi se malo navezala, kako to, da si stara 25 in si v bistvu že prišla do tega, da si direktorica celega svojega oddelka. No. A bi ti rekla, da so te tvoje moralne vrednote, ta svoja ambicioznost pa to, da ti je to ful pomagalo na tej poti? Ali profesionalnost? Mislim, definitivno en skupek vseh mojih vrednot, moja odprtost in moj zagon, ampak hkrati pa zelo pomembna stvar, ljudje, ki so bili in so še vedno na v bistvu moji razvojni poti. Ker vse se zgodi z razlogom, jaz pravim, ful verjamem v to, in v bistvu sem zelo vesela, da se je pred parimi leti, ko sem se odločila ostati v Sloveniji, ker sem bila v bistvu razpeta med tem, ali bi šla delati v tujino, ali bi delala v Sloveniji, in čist v bistvu ne slučajno, ampak hkrati pa slučajno začela delati v Mercatorju, ki mi je bilo že od nekdaj tako wow podjetje na nek način. In tam spoznala ljudi, ki so bili v bistvu ključni ljudje v moji razvojni karieri, od katerih sem se jaz ogromno naučila, ki so še danes pač moji ključni mentori. In dejansko so potem te mentori, skupek mojih vrednot, moja odprtost oziroma moj karakter in moja volja in moja predanost
pripeljali potem do tega, da sem danes tukaj, kjer sem. Tako da je pa seveda vsem tem vedno tudi malo sreče. Ne moram reči, da ni sreče. Mislim, če ne bi bila jaz ob pravem času na pravem mestu, najbrž tega, kar je danes, ne bi bilo. Tako da skupaj vsega, no. Ni enega razloga. Se veš, kaj pravi, da sreča spremlja hrabre. Ja, res je. Ne, pa daj peva še nazaj. Se pravi, ko si se ti odločala za fakulteto, ne? A si ti tako ekonomska fakulteta, je bilo to? Ali kako si pač pristala sploh tukaj? V bistvu imam eno anekdoto, ki bi jo mogoče lahko danes delila na kratko, long story short. Jaz sem vedno govorila tako v gimnaziji in tudi v krogu moje družine smo govorili, Kristina bo šla pa na farmacijo, ker pač farmacija je bila vedno tista, ki je pač ponujala v tistem momentu, ko sem jaz bila v gimnaziji, ogromno dobrih in novih služb. In nekako sem živela par let v tem bablu, se pravi prva 3 leta gimnazije, da bom jaz definitivno šla na farmacijo, ampak vedno sem si pa tako sama v sebi želela delati v marketingu. Ker meni je bila velik vzor v celo življenje tudi moja družina. In moja družina je bila v tem poslovnem svetu prisotna in dejansko sem čez njih videla, kaj to pomeni biznis, kaj to pomeni marketing in vedno sem bila tako, jaz si tudi to želim delati in tako v vrtcu sem že rekla, jaz bom direktorica po poklicu. In pol mi je bilo pa vedno rečeno, da v resnici ni najboljš, da se odločim za to smer, ker kao ni služb. In če bom šla na ekonomsko fakulteto, mi je bilo rečeno, Kristina, to so te neki stereotipi, ki so danes, mislim, da manj prisotni, kot so bili včasih, oziroma ne vem, mogoče so še vedno. In so me v tistem momentu prepričali, da mogoče pa res bi bilo boljš, da grem študirati nekaj, kar mi bo prineslo večjo možnost za zaposlitev. In potem zadnji letnik gimnazije, ko sem bila, jaz sem hodila na gimnazijo Poljane, super gimnazija, priporočam vsem. Ko sem bila zadnji letnik gimnazije, sem dejansko prišla do nekega spoznanja sama v sebi, da moram se boriti za tisto, kar si jaz res najbolj želim. In jaz sem že oddala prijavo za faks. Na prvo mesto sem dala fakulteto za farmacijo. In zadnji trenutek na maturi se odločila, da pač res se bom borila za tisto, kar si jaz želim. In malo zgrešila, bomo temu rekli tako, malo zgrešila, par točk mi je manjkalo, čist par tako minimalno točk, da nisem prišla na farmacijo in sem bila sprejeta na ekonomsko fakulteto, ki sem jo dala pa na drugo mesto. In v tistem momentu sem bila najbolj srečna na svetu in sem z veseljem ukorakala na ekonomsko fakulteto in definitivno sem vedela, zakaj sem tukaj. In takrat sem si že v bistvu pripravila celoten karierni plan. Tudi vedno sem bila odprta za delo, začela sem delati že pri 15 letih. Tako da to je tisto, kar jaz zares mislim, da je ključno pri posameznemu dobremu kadru danes, govorimo o poslovnem svetu, da je odprt za delo, da ima delovne vrednote in da se je pripravljen odreči določenim stvarem v življenju, zato da bo dejansko pridobil izkušnje oziroma delu, zato da bo na koncu s tem delom prišel nekam. Če si seveda želi, saj ni nujno, ampak vsi drugačni. Če nekdo si misli, vsi pravijo, vse Kristina je super, vse Kristina je ful lahko, ona je itak direktorica, noben pa ne vidi, kaj je to v ozadju, kaj je to pač dejansko, koliko enega odrekanja je to. To je tako kot nek profesionalni športnik. Pač profesionalni športniki samo trenirajo in na koncu dneva nimajo nič dejansko od dneva, zaradi tega, ker pa tudi morajo paziti, kaj delajo v svojem prostem času, da se ne bodo slučajno poškodovali, da ne bodo zboleli itd. In v bistvu je pač pravi management tudi nek profesionalni šport. In šport in biznis ima sta zelo veliko usporednic in definitivno je to ena izmed ključnih usporednic, ker tudi jaz ali pa nekdo drug od mojih vrstnikov, od mojih kolegov, kolegic, se more odrekati marsičemu v življenju, zato da lahko dejansko svojo službo, prideš do tukaj, oziroma da svojo službo upravljaš maksimalno dobro, tako kot si želiš. Tako moraš biti ful lačen, da lahko nekam prideš, pa ene stvari moraš. Čeprav ne toliko lačen, pač ker jaz nisem imela nikoli v glavi pač cilja, da bom jaz direktor. To moram poudariti. Pač meni ni bil cilj,
da jaz pridem zdaj. Pa tudi jaz nisem, mislim, moj cilj v življenju je dosti višji še višji od tega, kar zdaj trenutno delam, ker jaz pravim, da vsak dan se učimo in učili se bomo do konca življenja. In ni ključna stvar to, da bomo mi zdaj, ne vem, da prideš na neko delovno mesto, da zdaj pač sem jaz, ne vem, direktor tega sektorja in da sem zdaj jaz wow. Jaz sem zase enako kot pač skladiščnik v spletni trgovini. Zaradi tega, ker enostavno, pa niso to floskule, to marsikdo pač misli, ok, zdaj ta tle nekaj nabija, ampak res, zaradi tega, ker mogoče se zgodi, da čez noč jaz ne bom več na tem delovnem mestu, to je samo delovno mesto, ki ga upravljaš in jaz se ga želim maksimalno dobro upravljati. To pomeni, jaz sem odgovorna za svojo ekipo, jaz sem odgovorna za rezultate, jaz sem odgovorna za neke določene stvari v življenju, ampak mislim v službi in pač posledično imaš pač tudi občutek v življenju in se tega zavedam in to hočem dobro in korektno oddelati. Ampak lahko se čez noč zgodi, da ne bom več na tem delovnem mestu in bom pristala na nekem drugem delovnem mestu, kar je legit enough. Tako da ni nujno in nikoli nisem imela v glavi to, da pač bom jaz osvojila neko titulo. In titula ni bila moj cilj. Moj cilj so vedno izzivi, projekti, dobri projekti, super ekipa, res izredno podpiram timsko delo. To mi je v bistvu, par stvari mi je ključnih pri delu in ena izmed ključnih stvari je definitivno tudi timsko delo, ker to spodbujam pri svoji ekipi, to želim spodbujati tudi v kulturi podjetja kot takega in mislim, da povezovanje na koncu je tisto ključno. Mi 3/4 tedna preživimo v službi. Zakaj? Mi smo ena in ista ekipa, mi moramo biti povezani. Ker si tako z njimi na koncu več kot s familijo. Ja, pač. Točno to. Ej, koliko pa je velika ekipa, ki jo ti vodiš? Ekipa v sami režiji, zdaj pač v to režiji je v samem podjetju, se pravi, v headquarters, nas je vse skupaj skoraj 10. Medtem ko v operativi se giba, ker pač prilagajamo tudi celotno ekipo glede na stanje, to pomeni v operativi, v skladiščih spletne trgovine, pa tam med 70 do 120. Tako da v bistvu čist vezano na čas, ampak tako neka srednja linija bi rekla tam okoli 100 v Sloveniji. Tako da... Ja, noro. Sam pač tako, ker sem se malo pripravljala, ne, pa to, tako, koliko so pa kaj stari ti ljudje v tvoji ekipi? Mislim, tako okvirno, no. Jaz sem v bistvu najmlajša. Zato je pa pol moje naslednje vprašanje. Ne, pač jaz sem najmlajša, ampak mislim, najmlajša tako, v operativi seveda pač v skladišču se najde kdaj tudi kakšen, mislim, se najde, delamo skupaj tudi študenti, ki so tudi mlajši od mene, ampak generalno gledano, če tako gledam v tem ožjem timu, sem jaz najmlajša. Tako da sem tudi med vodstvenimi delavci najmlajša, kar je včasih plus, včasih pa pač minus. Ej, kako pa pol, mislim tako, a se ti je kdaj zgodilo, da si tako, ne vem, imela, da ti je bilo kaj težji zaradi tega, ker si bila mlajša, da si tako težji pri nekom dosegla, da te je poslušal, ker pač, kaj pa ona ve, se je pač... Ja, definitivno. Mislim, še danes mi je v določenih situacijah težje, moram priznati, mislim, to so moje občutki, da mi je mogoče težje, ampak jaz sem, tako kot so mene tudi moji mentori učili, vedno šla za tem, da bom svojim delom dokazala nek argument oziroma sama sebe tudi na koncu koncev. Ker moja v bistvu karierna pot se je začela v tajništvu člana uprave v Mercatorju in potem čez nabavo netrgovskega blaga, en del marketinga, asistentka predsednika uprave in v tistem momentu, ko sem postala asistentka predsednika uprave, je bilo v bistvu to tako pač veliki boom in potem, mislim, veliki boom v tem smislu, da kar naenkrat cela firma zve za tebe in to je potem, kdo je pa ta je stara 23 let, pa pač groza, kako lahko ena tako mlada dela tako ima tako odgovornost. In sem se v bistvu že čez tisto obdobje ogromno naučila od soočanja z drugimi, do soočanja v bistvu z pozitivnimi in negativnimi mnenji,
do nekega soočanja z upravljanjem. In sem si rekla, ne, pač vsak človek nekaj reče, oziroma ima neko določeno mnenje, naj ga ima, tisti, ki me pač bo spoznal, bo videl, kakšna sem, bo videl, koliko dejansko se trudim. Jaz ne želim nobenega ovirati, jaz si samo želim delati. Meni je bilo vedno samo to, jaz si samo želim delati dobre projekte z super ekipo, hočem, da se imamo dobro, hočem, da uživamo, hočem, da skupaj naredimo nekaj dobrega za Mercator in posledično za skupnost. Ker meni je ravno to, da je Mercator kot tak, to ni samo en trgovec na koncu koncev. Pa ne govorim tega zato, ker pač sem zaposlena v Mercatorju že toliko in toliko časa, ampak dejansko Mercator je institucija. Mi ne prodajamo na koncu samo piščanca, ampak vplivamo tudi na celotno gospodarstvo in skupnost. Imamo velik vpliv na to. In to konkretno lahko povem s tem, da podpiramo ogromno športnih klubov, na drugi strani podpiramo kulturo, na tretji strani smo pač eden izmed najbolj pomembnih davkoplačevalcev in ključna stvar pa je, da mi zaposlujemo samo v Sloveniji več kot 10.000 ljudi. In to je, ampak potem pa še, če gledamo na to, koliko dobaviteljev je odvisnih od Mercatorja, se pravi partnerjev food ali non-food, smo pa mi odgovorni za par 100.000 družin. Ja, tako da lačnih ust. Tako da je dejansko prav ta vpliv Mercatorja in ta duša Mercatorja in ta pomembnost meni ena izmed bolj, kako naj rečem, na emotivni ravni ena izmed pomembnejših, zakaj sem tudi jaz predana, ker vem, da na koncu je naše skupno delo, vsak je en fragment in ta fragment da na koncu neki skupnosti. Pač tako, da si ful lepo napeljala, na kaj vse vi podpirate, pa to, na tem tvojem projektu, tvoji soseski. Dej, mi povej, koliko časa je zdaj to stalo v predalu, preden se je... Mislim, je bila korona to tako zdaj slučajno, da se je lihko lepo išlo? Ali, mislim... Tako bom rekla. Najprej soseska kot taka, se pravi naša nova digitalna vsebinska platforma oziroma pač medij. Mercator je s tem naredil definitivno eno drzno potezo, ker je vstopil v medijski prostor in se prvi bom rekla še pred Walmartom, ker Walmart je pred enim mesecem... Ja, Walmart je pred... enim mesecem v bistvu launchil sodelovanje z Netflixom, kar je, ne bom rekla enako, ampak v podobni smeri, kot mi delamo z sosesko, ki smo jo začeli že 1 leto nazaj. Smo dejansko s tem projektom oziroma s tem novim poslovnim modelom eden izmed prvih, če ne prvi v Evropi, ki se dejansko nečesa takega poslužuje oziroma s tem postajamo retail media company. In soseska ni samo moj projekt, soseska pač poslovni model in je projekt ene super ekipe ljudi. In ta super ekipa ljudi se je iz dneva v dan, iz noči v noč trud, da soseska živi. In ko tako vse skupaj pogledaš, kakšno povezavo dela med posameznimi fragmenti, tako kot si ti že omenila, je to vsekakor nekaj posebnega. Ampak, če se vrnem mogoče na to, kaj soseska kot taka, kako je v bistvu, zakaj je nastala in kako je nastala, koliko časa smo imeli že prej v predalu. Imeli smo jo, po mojem, vse skupaj nekih pol leta pred samo korono ali pa 1 leto, ker smo že dlje časa v bistvu v vseh teh strategijah, ki jih mi delamo na letni ravni pa na 5-letni ravni, zapisali, da je digitalizacija podjetja ena izmed ključnih prioritet. In mi smo dejansko inovator na trgu, z enimi zadevami samo v svoji branži, z drugimi zadevami pač tudi na splošno. In mi smo pred 23 leti naprimer imeli prvi spletno trgovino. Potem smo imeli prvi TikTok blagajne, pa smo imeli prvi M-scan, ki je pač rešitev za nakupovanje v trgovinah. Pa smo imeli prvi med trgovci mobilno aplikacijo in še vedno imamo edini NFC plačevanje, se pravi, da lahko plačaš s telefonom, to je ta digital wallet. In potem smo naredili TikTok akademijo kot neko dolgoročno strategijo na TikToku, pa smo se pozicionirali med mladimi. In soseska je pa potem še ena dodatna, pač velik pretres na tem področju. In
za tako ogromno zadevo mora biti tudi pravi čas za lansiranje, ker če pač greš prehiter ven z neko tako idejo in če ni to pravi čas in ko ni audience pripravljen na tvoj projekt oziroma na nekaj tasga, potem pač ni sprejet tako, kot bi mogel biti. Zato smo mi dejansko počakali in smo čakali in ta korona je bila tisti pravi trenutek, ko smo se lahko lepo počasi razvili, počasi predstavili zadeve trgu in ko smo videli, da je trg to sprejel, potem postopoma delali tudi samo evolucijo projekta v poslovni model in letos, začetek leta, potem predstavila M-soseska, kot jo poznamo danes. A pa se ti tako zdi, da je bil ta switch tako, se pravi, switch v glavah ljudi, ali je bilo to tako težko doseči, oziroma se ti zdi, da je sploh dosežen, oziroma da ste na poti, da tako Mercator ni sam nekam, ki greš ti zdaj kuvat jajca, pa mleka ti zmanjka, ampak da tako ga dojemaš kot nek inovator, no, kot si rekla pač. Jaz mislim, da ta switch je neka zelo dolgoročna zadeva, tako da mi moramo še, in ne samo, da moramo, ampak delamo na tem, da pač to gradimo čez čas in definitivno bomo to gradili več časa. Mislim, da v nekem segmentu smo to že uspeli, ampak imamo še ogromno potenciala. In to ni prva zavedna situacija v glavah ljudi, ampak je to v top of mindu ljudi. In mogoče se kdo sploh ne zaveda, da to misli, pa upajmo, na koncu si to misli. Ampak ne, imamo še ogromno potencijala in to je tek na zelo dolge proge. In non-stop moraš to utrjevati, če si želiš dejansko na koncu nekoga prepričati s takimi zadevami, da pride k tebi. Ja, pa te slogane itak noč in dan ponavljati, saj itak imajo vsi že dosti, ampak pač večkrat, ko ga slišiš, v podzavesti pride. Okay, kaj pa je zdaj naslednji korak za M-sosesko? Za M-sosesko? Misliš na splošno? Na splošno. Definitivno imamo ogromno potencijala v razvoju same uporabniške izkušnje na platformi, tako da ogromno bomo vlagali v ta del. Še naprej bomo vlagali v nadgradnjo vsebin, se pravi, želimo biti še naprej kreativni, imeti originalne svoje vsebine z lastno produkcijo, tako da za naslednje leto pripravljamo spet eno pestro paleto novih vsebin z dodano vrednostjo, ker moram poudariti, razlika naših vsebin od neke videoplatforme, ki obstaja v svetu, je, da imamo mi vsebine z dodano vrednostjo in so to digital first vsebine, ki so bolj primerne za mobile userje, ker vsi vemo, da večji delež v bistvu uporabnikov trenutno postopa po mobilnih telefonih in hkrati velika večina ljudi nima časa ali pa si ne vzame časa, da posnetek pogleda do konca, ker vsi norimo v nečem. In zato so te vsebine kratke, pripravljene so tako, da jih lahko pogledaš tudi on mute, ker vemo, koliko ljudi gleda trenutno on mute. In so vsebine, ki nekomu olajšajo neko določeno situacijo ali pa mu pomagajo pri določeni situaciji. Se pravi, to so oddaje, v katerih lahko, ne vem, izveš kakšen nov trik za čiščenje, oddaje, ki ti pomagajo pri kuhanju, oddaje, ki ti pomagajo pri gibanju, oddaje, ki spodbujajo gibanje otrok, oddaje, ki spodbujajo dejansko. Mi imamo resničnostni šov o starševstvu, Prvič mama, ki je absolutno super stvar za vse, ki se odločajo, da bodo zanosili, ali pa za vse, ki so trenutno v fazi, da bodo kmalu rodili. Tako da to so vse ene v bistvu mali fragmenti, ki jih pokrivamo pri vseh starostnih skupinah in na koncu omogočamo ljudem, da jim prehranimo čas ali pa olajšamo neko vsebino. Tako da še naprej bomo delali na vsebinah. Pa seveda bomo širili M-sosesko kot tako, se pravi, želimo delati pri širitvi, ne mislim samo širitvi kot tako, širitvi ekipe vsebin, karkoli, ampak razmišljamo tudi o prihodnosti, o širitvi M-soseske v regijo, ker Mercator ni samo slovenski trgovec, ampak je pač trgovec, ki deluje na večjih regionalnih trgih. Tako da delamo tudi v tej smeri.
Pač kaj je ful teh različnih segmentov, različnih vrst objav, kje pa so se tako najbolj obnesle, kje so bile tako, da so bile, ne vem, so bile kuharske ali so bile za gibanje? Zdaj tako, pač M-sosedska kot taka je mogoče za končnega uporabnika ne samo medij, ampak tako, kot si ti omenila, pač neka digitalna vsebinska platforma, ki živi tudi na naših social medijah. In objave, če rečemo objave kot take, ki so na pač Facebooku, Instagramu, TikToku ali pa našem YouTubu, gledamo po posameznem, mislim, spet gledamo po posameznem kanalu, ko pa združimo to kot oddajo, tako kot se načeloma tretira pač te vsebine, pa so definitivno kuharske oddaje, kot so TikTok obroki, zelo uspešne. Zelo uspešni so naši hero formati, tako mi imenujemo, TikTok Dance Akademija, in pa recimo Prvič mama. Zdaj smo pač predstavili pred 10 dnevi Najslovensko pecivo. To je v resnici tekmovanje oziroma šov, v katerem tekmuje 8 ljubiteljskih kuharic, ki se borijo za to, da bo na koncu ena bila okronana z naslovom Najslovensko pecivo, mislim, da bo njeno pecivo na koncu okronano z naslovom Najslovenskega peciva in bo listano na police Mercatorja. Tako da več različnih oddaj. Ne moram reči, da je ena tista in ena tematika tista, ki prevladuje. Ker ravno to je čar M-sosedske, da ponujamo za vse starostne skupine nekaj in da hkrati so to, mislim, s tem pokrivamo več različnih segmentov, ne samo en segment in en gender. Kaj pa, če bi ti mogla izbrati tvojo najljubšo? Da bi šla ti gledati tako? To je zelo težko odgovoriti. Jaz sem na koncu vseeno odgovorni urednik in jaz moram vsako oddajo, mislim, ne moram, jaz pogledam vsako oddajo in jaz sem zelo operativna, si želim biti na vsaki oddaji in če bi imela več časa, če ne bi imela toliko ogromen sektor, bi definitivno preživela še več časa na snemanjih, na kreiranju, ker enostavno me to izjemno veseli in ful uživam. In ne moram reči, da je ena, ki je najljubša. Vse so na nek svoj način nekako meni najljubše. Sem pa ogromno v zadnjem času delala na TikTok Dance Akademiji in sem jo tudi ful začutila, mogoče zato, ker sem jaz tudi bivša plesalka in potem to vse ta skupek emocij, ker sem se spomnila, kako je bilo, ko smo pač tekmovali, kako je bilo, ko smo hodili na treninge. In to, da smo povezali celo regijo, ker TikTok Dance Akademija je prvi največji regijski talent show na TikToku in dejansko smo s tem pridobili možnost, da povežemo mlade iz cele regije in je ta feeling tega povezovanja in tega, da nekaj narediš za celo regijo, tako wow. Ampak ne moram reči, da je pa samo TikTok Dance Akademija moja najljubša, ker hkrati pač je pa recimo Rdeče in črno, pri katerem pač sem tudi ogromno presodelovala in Vesna Milek, ki jo blazno spoštujem in cenam in je ena super oseba, nek čist drug segment oddaje, ampak hkrati izjemno zanimiv, spoznavamo nove goste, različne ljudi in je tako tudi wow. Pol imamo pa na primer kuharske oddaje, ki so absolutno tako cool job to do, zaradi tega, ker je tako moraš prepričati človeka, zakaj je tvoja kuharska oddaja boljša od neke druge, ker vemo, da je pač malo morje tega. Pa tudi, ne vem, na koncu koncev vse športne oddaje, mislim, ne moram reči, da je ena najljubša. Ja, ne se si predstavljam. Pa tako, Prvič mama, na primer, ne glede na to, mislim, to je najbolj na koncu, ko delaš oddajo, ki ti dejansko naj ne bi bila blizu in kot odgovorni urednik moraš pogledati vsak segment te oddaje. Naprimer, Prvič mama, ki ni sploh targetirana, mislim, zame, ker sem trenutno še ne razmišljam o družini, pa se me je dotaknila, pa sem bila tako wow. Pač
Jaz bi pa mogoče kar imela otroka. To pa veš, da je res dober posnet. Ker so še tebe, ker nisi tako slab, ciljna skupina sladki. Mogoče pa sem. Tako, jaz sem se kar počutila, da sem ciljna skupina in mi je bilo tako, wow. To je, očitno smo na pravi poti. Tako da. Koliko časa pa tako traja, da recimo ena oddaja, oziroma da pride od začetka do konca, oziroma ali pa ena epizoda, se pravi predprodukcija, ideje, produkcija, vse skupaj, da gre tako live. Ena cela oddaja ali ena epizoda? Ena epizoda, pa še ena oddaja. Ne vem, a ste objavljali po celo... Ne, mi v bistvu kontinuirano nalagamo epizode, se pravi, ne objavimo celo oddajo v tem smislu, da damo 10 epizod gor, ampak po določenem časovnem segmentu, ki je vezan na to, se pravi, kdo je starostna skupina, kje se oddaja predvaja, kakšen tip oddaje je, kakšen format, potem določimo tudi, se pravi, uredniški plan. Ampak ena epizoda, cirka teden do 2 tedna, 10 dni. Ena oddaja pa najprej definitivno, ko imaš enkrat kreativno idejo, potem sama razdelava kreativne ideje, produkcijski del, sestanki z ekipo, kreativni razvoj, definitivno mesec po 2 meseca, odvisno od tipa oddaje, če gre tukaj za oddajo, ker rabimo pač prijave, lahko tudi do par mesecev, ampak mi smo nekako uspeli neverjetno in pač smo bili ful fleksibilni to, da smo naprimer februarja lansirali M-sosejsko letos, pa smo pripravljali oddaje in vse zadeve tam cirka 3-4 mesece do pol leta, kar je tako wow. To je ful hiter. Ja. Ampak smo delali noč in dan, vse vikende, cela ekipa. Ja, mislim, to moraš imeti pol tako res eno ekipo, ki diha za to, pač tako kot ti. Ja. To je ogromna ekipa, ki ni v bistvu samo ekipa z Mercatorja, ampak smo povezane ekipe Mercator, agencija Herman in partnerji, agencija Renderspace, agencija Nexus, tako da dejansko potem je tudi Styria bila del tega projekta in dejansko moram reči, da so to izjemni partnerji, s katerimi pač je res užitek delati in so bili ful odprti za sodelovanje, ne glede na to, da so naprimer Render pa Hermani, da so konkurenčne agencije, pa smo se tukaj vsi skupaj povezali tako kot ena družina, tako da res ful lepo. Zdaj sem še malo tako odmaknila od tega, ampak to me pa tako res zanima, kako izgleda en tvoj povprečen dan? Ali pa daj 2, če ti je en premalo. Ne, pač zjutraj že ostanem in sem že v zamudi, se mi zdi, da že zamujam. Telefon mi zvoni, na WhatsAppu odgovarjam, zraven nekaj pojem, ampak še vedno imam že slušalke, odgovarjam na neke kole, odgovarjam na neke SMS-e, maile, grem v službo, sestanek za sestankom, do 5 popoldne, vmes med sestanki, če je kakšna luknja, probam odgovoriti na maile. Sestanki morajo biti maksimalno produktivni, res to niso sestanki kar neki, da se pač sedi pa, da so. Ampak ja, sestanki z ekipami, z zunanjimi ekipami, interno ekipo, posamezniki, kakorkoli, zunanjimi partnerji in tako. In potem okoli 4, pol 5 se usedem za računalnik in začnem odgovarjati na cirka 300 do 500 dnevnih mailov. In vračati vse klice, ki jih dobim v bistvu čez dan, če jih ne uspem sproti pač vrniti oziroma se javiti na te klice. In potem dejansko si vzamem neko pauzo, tam okrog 6, pol 7 ure, za ali neko športno dejavnost, ali za druženje s prijatelji ali kakorkoli. In potem zvečer okoli pol 9 se spet usedem za računalnik in delam. Ampak ni vedno tako, pač to je predanost, oziroma to so tudi dnevi, ki si rečem, ok, Kristina, super, vse fino, fajn, ampak mogoče si moraš pa kakšen dan vzeti, ko boš pa dejansko ob 5 nehala ali pa ob 6, pa boš imela cel popoldan fraj. Tako da tudi taki dnevi obstajajo, ni da izkos. Ja, mislim, se si vsem človek na koncu dneva, ne? Mislim pač... Ne bo kdo mislil, da je to mučenje, mislim, pač to je tako res, mislim, jaz ne bi zamenjala svoje službe za nič, meni je to dream job trenutno in zamenjala, mislim, kot opis posla, kot takega
In tudi seveda na koncu imam izjemno ekipo trenutno in mislim, da super delamo in da vsi uživamo v tem, kar delamo, kar je na koncu dneva najpomembnejše. Ampak da ne bo kdo mislil, da je to pač neko mučenje in da je tako, če prideš v Mercator, da je pa zdaj. To bo se jutri članek, naslovnica, v Mercatorju jih mučijo. Ne. Ampak to je to, kar sem rekla na začetku. Pač to je moj dan. Zdaj, pač tako kot se organiziraš, tako tudi je, ampak res je ogromen sektor, ogromno projektov, zelo smo ambiciozni, tako da temu primerno tudi seveda čas in odrekanje ostalim stvarem. Ali imaš tako zares občutek, da se moraš odrekati ostalim stvarem, ali ti je tako? Ne, pač jaz nimam občutka, da se odrekam. Jaz nimam občutka, zaradi tega, ker pač dejansko je to moj način življenja. In jaz, veš, kaj vsi mladi, ker pač na koncu, mislim, jaz sem tudi mlada, Gen Z, pač po enih analizah sem, po enih pa že izpadam. Tako da po moje bolj, da izpadam, ker pač jaz sem tako kot ena stara duša v mladem telesu, tako se počutam. Ampak jaz se v nobenem momentu ne počutam, da se nečemu odrekam, meni je to način življenja in ja, to sem hotela reči, da mladi, ko se zbudijo, kaj prva stvar, kar naredijo, grejo na Instagram. Jaz tega sploh ne delam več. Ok, sem čakala, da boš rekla več, kaj jaz to še vedno počnem včasih. Ne, meni je prva stvar, ko odprem telefon, zjutraj, ko se zbudim, mail. Ali to sobota, nedelja, ponedeljek, torek, meni je mail ali pa WhatsApp, ki ga uporabljam predvsem za poslovno komunikacijo. In dejansko je to potem en tak drugačen feeling, ker si skozi v tem nekem moodu, da to ti je v bistvu kot neka privat komunikacija. Tako kot mi je bilo mogoče, ker sem bila še v gimnaziji ali pa jaz sem že ful kmalu začela delati. In to zelo spodbujam pri študentih, čim prej delati, čim več praktičnega znanja, nujno ob študiju, v kakršnokoli službo in si vzeti čas za to, da si pridobijo izkušnje, za to, da na prvi razgovor ne pridejo samo s teoretičnim znanjem. To je moje sporočilo za vse študente. Jaz se to je bilo še moje vprašanje, kaj bi svetovala enemu mlademu, ki to gleda zdaj? Absolutno, da se čim prej usmeri v to, da si poišče neko študentsko delo, tudi študentsko delo zlaganje na police na koncu ali pa kelnarjenje, ker sem oboje delala tudi sama. Jaz sem pri 15 šla delati v trgovino in potem pri 17 delala v lokalu. To so vse službe, ki na koncu prinesejo neke določene vrednote, neko določeno znanje, ki je zelo pomembno tudi za kakršnokoli pozicijo, višjo pozicijo, če temu tako rečemo, v poslovnem svetu kasneje. In morajo mladi še bolj razumeti to pomembnost študentskega dela, ne pa da dobimo, v bistvu mene najbolj razočara, ko dobim odgovor, ja veš, sem študirala, pa nisem imela časa nič delati. Čak malo. Jaz sem študirala, pa sem ob študiju delala in ne moreš mi reči, da ni časa, vedno se najde čas, tam, kjer je volja, tam je pot. In vzemite si čas, zorganizirajte se, dobra organizacija bo vedno prinesla do tega, da bo pač dejansko tudi čas za delo. Je pa tudi itak, če ti delaš nekaj zraven faksa, mislim, jaz gledam čisto svoje perspektive, mene to, kar me je najbolj strah, da bom končala faks in pola veš, kad ti priješ tisto prvo zaposlitev, kaj pa pač že zares, zdaj smo vsem še študenti, pač se je zares, ampak si vsem prek študentskega servisa in da tako bom jaz tako, kaj pa bi jaz rada? Ja ne vem, ker nisem še nič probala in ker pač... No to je pa tudi druga stran tega, da med tem, če uspeš v bistvu v študentskih letih delati, lahko na koncu študija z bolj izoblikovano željo prideš tudi do potencialnega zaposlovalca. Ker če ne se dogaja to, da mladi pridejo v službo in da ne vejo, kaj bi in da se iščejo, mladi, to je zdaj prav kontradiktorno, to rečem, ampak pridejo v službo in v bistvu 5 let se samo iščejo,
ne vejo, kaj bi, in po 5 letih najdejo področje, ki jim ustreza. Ja, ne pa tudi šok je, veš, vsem se mi zdi, da je šok, da ti prideš na neko delovno mesto, pa nisi še nikoli prej nič delal. Ja. Pač tako, šok je, ker naenkrat moraš biti tam 9 ur na dan. Ja. A ne, Mislim, pač- 8 po Ja, pravilih. okay. Kdo dela v svoj. Pa si poje tam cel dan in kar naenkrat, ko nimaš več časa zase, nimaš več časa. Mislim, Ja. ne vem, pa še vsem, ker se mi zdi, da imamo tako veliko priložnosti, no, škoda je, da jih ne vzameš. Pač. Ne, absolutno. Pač zgrabiti vsako priložnost, ali za projekt, ali za službo, ali za karkoli. In definitivno podpiram to, da se dela več stvari hkrati. Se pravi, študirati, fulučiti, da so vsi uspešni na fakulteti. Zelo pomembno je to znanje iz fakultete in hkrati tudi še bolj pomembno, po mojem mnenju, praktično znanje. Okay. Tako da. Samo še eno zadnje vprašanje, ki je podobne temu, ampak kaj bi ti rekla Kristini 6 let nazaj, 5 let nazaj? Kristini, ki je bila še na ekonomski fakulteti, pa ki še ni delala prvi letnik. Ti si v prvem letniku že delala? Sem delala že. Dobro, še vsem Kristini. Jaz sem delala v računovodskem servisu v prvem letniku. Jaz sem šla v bistvu probat preko študenta delati različne zadeve, zaradi tega, da bi prav to, kar si ti omenila, da najdem, da vidim, kaj me sploh zanima. In sem si v bistvu na ta način in preko študija v tujini tudi uspela v bistvu ustvariti neko mnenje oziroma odločitev, kaj si želim delati. In hvala Bogu sem imela to zaradi svoje ambicioznosti, volje, želje in odprtosti, možnost v Mercatorju, in ful sem hvaležna in sedajšnjemu predsedniku uprave Mercatorja in naši izvršni direktorici marketinga, da sta mi dala oba dva to možnost kot moja mentorja, da sem spoznala več različnih področji in se na ta način lahko tudi izoblikovala v bistvu vodjo takega področja, ki ga zdaj vodim, zaradi tega, ker je ful raznoliko in samo če si del različnih procesov in različnih področji, imaš možnost v bistvu potem dobiti ta big picture. Tako da rekla bi, nič drugače ne bi rekla, kot sem se, meni ni žal za nobeno odločitev v preteklosti, jaz bi vse še enkrat ponovila. Definitivno. Tudi vzela sem si dovolj časa, ne glede na to, da sem se ful posvetila poslovnemu življenju, sem si vzela dovolj časa za privat življenje. Včasih mi je res ful žal, ker pač ne uspem, ne vem, tolikrat na kavo s prijateljicami ali pa se podružiti ali pa kakorkoli, kakor sem uspela v, ne vem, 5 let nazaj ali pa 4 leta nazaj. Ampak to so neke prioritete v življenju in jaz vem, da pravi prijatelji pač razumejo tudi to in se med sabo podpiramo in da tako vse se da, če se hoče. Tako da. Ja. Jaz sem zdaj malo na tem, da malo preskakujem v nove poti in se mi tako parkrat zgodila, veš, da nimaš toliko časa za frende in da tako kakšni ne štekajo, pač, da ne razumejo, da pač to ni, da pač nočem biti s tabo, sam pač, ne vem, druge stvari imam. In pol malo vidiš. Ampak bodo razumeli takrat, ko se bodo tudi oni soočali s tem. Mogoče si se, pač ti boš, če si prej šla v to, če si se prej s tem soočila, boš vedno na začetku več ali manj sama. Nočem te strašiti. Ne, saj pač. Pač na začetku boš sama v tem in potem boš čez čas dejansko, ko bodo tudi drugi se soočali s takimi zadevami, eni te nikoli ne bodo razumeli, eni te bodo pa čez čas, ko se bodo sami soočali, razumeli. Ampak tako, kot pravim, pravi prijatelji bodo tebe vedno, prijatelji in prijateljice te bodo vedno podpirali pri tem, kar delaš in bodo razumeli tvojo željo in tudi meni se je dogajalo podobno in tisti pravi vedno ostanejo in vedno so tukaj zate v najtežjih momentih, pa če tudi se zaradi svojih prioritet ali pa obveznosti ne moreš družiti en mesec. Ja, tako ni nič. Zaključena taki lepi noti, ta pravi prijatelji zmeri ostanejo. Točno to. Ful ti hvala, Kristina. Hvala tebi, Živa, za povabilo, hvala za super pogovor. Ful je šlo hitro. Ja, ful je šlo hitro, smo že konc. Ja, ful je šlo hitro.